Vsi upam, da bo imel še lepo kariero pred sabo. Kdo je ta oseba? To pa je... Aha, po čem si to? VIP voditelj na Radiu Robin. Današnji VIP voditelj, komik pa tudi režiser, ki je v nedeljo nasmejal občinstvo v Novi Gorici v novi komediji Elektrobanana. No, na predstavi je bila tudi Taja. Taja, kaj ti je bilo recimo na predstavi najbolj všeč? Seveda predstavi Elektrobanane. Jaz sem videla že dosti stand-up komikov in njihovih predstav in moram reči, da se mi Tin že od kar dolgo časa, odkar spremljam, najbolj dopade, ker veš, da kaj ni vulgaren. Njegove predstave so ful dobre, se držiš za trebuh, ker te boli od smeha. In pač ta njegov smisel za humor je next level. Je pa nekaj, kar sem opazila, recimo, no? Večinoma so bile to obiskovalke te predstave punce, tako od 25 do 35 let, veš. To mi je bilo tako zanimivo videti. Pa misliš, da zaradi njega ali zaradi predstave? Ja, dobro, tudi zaradi predstave verjetno ima tudi van mislim za pogledati. Torej, Tin je primeren tudi za dekliščine, ali kako? Ja, to bi bilo po moje tudi, ja. Dobra ideja, bravo. A je padla že kakšna dekliščina? Ne, dekličine ne, poroke včasih. Ja. Poroke? Sam me ponavadi ženin v bistvu povabi. Ampak enkrat so me pa povabili, pa se oče ni obrnil proti meni, da bi me gledal. Cel čas je bil s hrbtom obrnjen. Očitno je bojkotiral. Je pa mene fasciniral in tvoj projekt 777, ko si 7 zaporednih dni v 7 državah in v 7 jezikih izjavil oziroma izvajal eno predstavo. Pa ti meni povej, zakaj si se odločil za tako zahtevno zadevo. Prej si že omenil nekaj o egu, a ne? Ja. Hotel sem dokazati, da je smeh čisto univerzalen in da v bistvu neka šala ali pa nek material je lahko smešen v vseh jezikih, če je ta prav v bistvu način. No, evo, jaz sem zate pripravljen en izziv, nekaj stavkov, ti pa boš mogel povedati, v katerem jeziku je in kaj pomeni. A si pripravljen? Ne. Gremo! Nisem vadil. Vor allem Mädchen kommen zu Tinos Shows. To je seveda tajščina. Okay. Ne, v nemščini je rekel, da vse punce pridejo na Tino show, a ne? Bravo! Yes. Ja, gremo naprej na naslednjega. To je to, hvala, kar končamo. Dajmo končati, ja. Evo, gremo naslednji. Elektrobanana zawita do Postojnej w najbliższy weekend. Ja, nekaj je rekel, da zavijamo čez vikend v Postojno, a ne, v polščini. Kaj se bo tam dogajalo? Elektrobanana. Ja, pravilno! Evo, in gremo še eno, imamo. Ci-dessous, nous vérifions les prévisions météo. Zdaj pa je na vrsti vreme, a ne, v francoščini, nekaj tazga. Čaka nas vreme. Pravilno in točno to se bo zgodilo. Zdaj pa se bo mogel soočiti z najtežjimi vprašanji, ki mu jih bo zastavila 9-letna radovedna poslušalka Lea. Evo, Tin, a si pripravljen? Ne, nisem. Ampak moram biti. Moraš pa biti, evo, tako pravi scenarij. Gremo. Kaj sprašuje Lea? Živjo, Tin. A igralci zmeraj toliko govorite? Ali se kdaj pogovarjaš tudi sam s sabo? Ja, super vprašanje v bistvu. Jaz mislim, da imamo vsi malo polarno osebnost, sicer se pravi dvojno, kar pomeni, da si po eni strani ful zgovoren, pa po drugi strani sem pa jaz tudi doskrat sem tako tih in pa so si tako, ti pa nisi tako smešen. In jaz sem pa to, zato, ker sem zmatran, sam pusti me na mir. Je pa res, da če me kdaj vidite v avtu, doskrat se pogovarjam sam s sabo, pa govorim kakšne moje fore na glas. In to zveni, mislim, itak zgleda čuden. Poleg tega govorim doma, se sprehajam po sobi gor pa dol in na koncu tudi gledam svoje posnetke, kar je pa najbolj grozna stvar na svetu, sebe gledati pa sebe poslušati. Tako da, ja, super vprašanje. Evo, gremo naprej. Kaj pomeni elektrobanana? Saj skozi banano ne gre elektrika. Ja, to pa še nismo niti ugotovili, ali gre ali ne. Kdo pa, a ste že kdaj vklopili banano na elektriko? Ne, in jaz sem. Mogoče ona tudi je. Veš, ne počnite tega doma, otroci. Ja, elektrobanana to ne smem izdati, ker je to skrivnost, ki se razkrije na predstavi. Evo, ne bo treba iti pogledat Lea, tako. Igralci ste vedno nasmejani in veseli. Kaj pa te najbolj razjezi? Kaj ti najbolj razjezi?
Moram priznati, da v zadnjem času me razjezijo ljudje, ki so nespoštljivi, pa tako v bistvu neuvidevni, no, tako, ki si nikje. Zadnjič sem bil na fitnessu, mislim, šel sem mimo fitnessa. Ne, bil sem noter na fitnessu in en se je, ne vem, bril noter po tušom, ker so bile dlake posod in sem bil prav tako, mislim, kam smo pa prišli, mislim, kaj se dogaja. Tako prav, hotel sem napisati tam na tablo, kao, ja, super, tiska to delaš res vsaka čas, pa id do recepcije, veš, ko imaš kar nekaj jeza, te napade, ampak pa sem požaril in sem šel domov. Tin, zdaj pa nam bi o tebi nekdo nekaj rad povedal. Poslušaj tole. Ne. Tin je meni zelo ljub človek, moram reči, tako nekako ga imam za prijatelja. Jaz mislim, da je on tak nežen človek, še malo naiven, profesionalen, kolikor smo pač lahko vsi, upam, da bo imel še lepo kariero pred sabo. Kdo je ta oseba? To pa je moj oče, Boris Kobal. Boris Kobal? Aha, po čem si to ugotovil, da bi bil to Boris Kobal? Po temu načinu izražanja, ki tudi mislim, da on zna lepo povedati stvari, seveda se laže, ampak ima tudi lep besedni zaklad, ki pol tudi vedno še mene malo zraven toče, tako kao, ja, on je v redu, no, mislim, kakor pač kdorkoli je v redu, mislim, pač kmalu bo umrl, no, sam kdo pa ne bo, tako ga vedno gre. Ja. In pravilen odgovor, to je Boris Kobal in Boris, menda je prav Tin tisti, ki ti je po aferi Plagiat dal priložnost, da se vrneš na odrske deske. Pravzaprav niti ne toliko na odrske deske, ampak ko je on snemal svoj film, mi je pač zaupal eno malo vlogo. Ključno. Sem mu bil zelo hvaležen. Aha. No, evo, sicer mi pa povej, kaj ti gre pri Tinu najbolj na živce? Nekaj mi pa gre zelo na živce, to je res. To je Tinova dosegljivost ali bo bolje rekel nedosegljivost. Če ga kličeš po mobitelu, težko se bo zgodilo, da ga boš ujel v tisti moment. Ne glede, kdaj kličeš. Težko. Aha. Nam daš en primer, kako izgledajo ti klici s Tinom? Ga kličem zdaj, recimo. Danes je sreda, kličem, ne odgovori, mi pošlje message in mi reče, sem, ne vem, v trgovini ali pa, ne vem, delam neko stvar, te pokličem čez pol ure. To je klasika. Klin kliče v glavnem potem recimo enkrat v petek popoldne. In ko kliče v petek popoldne, veš kaj prvo stvar, ki reče, evo me. Evo me. To je bilo tako približno 20 minut, kao da bi klical 20 minut kasneje. Evo me. Gre na živce, ampak me ne moti. No, evo, zdaj imaš Tina tukaj, kaj mu sporočaš? Tin, oglasi se jebem, oglasi se, ko te kličem. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.